Pozdravljene, drage gledalke, cenjeni gledalci oddaje Pristna ženska, v kateri danes gostim Evgenijo Markeš, ki je fizioterapevtka in medicinska kineziologinja. Lepo pozdravljeni. Zdravo. Evgenija, kateri nasvet bi dali svoji mlajši sebi? Da verjame vase. Jaz bi rekla, draga moja mala deklica, vse, kar delaš, delaš prav. Greš svojo lepo pot in če ti se zdi, se ti ne zdi. To, kar se ti zdi, je popolnoma prav. Tako da sledi zovu svojega srca in ne odnehaj. In svoje intuiciji, ne? Tako. Ja. Evgenija ima izjemno zanimivo pot, veliko dragocenih izkušenj in velja prisluhniti najinemu pogovoru v oddaji Pristna ženska. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Zelo sem vesela, da ste danes z nami, ko gostim izjemno žensko Evgenijo Markeš, ki svojim celostnim pristopom prepleta telo in čustva. Njena zgodba je posebna, ni le terapevtka in strokovnjakinja z znanjem številnih tehnik, ampak tudi ženska, ki je šla skozi lastne telesne in življenjske preizkušnje. Prav iz njih črpa moč za svoje poslanstvo. To pa ni zgolj lajšanje bolečine, ampak vseobsežen proces, v katerem združuje medicinsko kineziologijo, psihosomatiko, EMDR terapije, visceralno terapijo in intuitivno zaznavanje, zato človeku pomaga, da se ponovno poveže s svojim telesom, čustvi in notranjim ravnovesjem. Evgenija verjame, da telo vedno govori resnico, če ga le znamo poslušati. Sama ga ni vedno, a skozi proces učenja, raziskovanja in dela na sebi je odkrila, da je telo naš najzvestejši sopotnik. Je mama, žena, ustvarjalka in raziskovalka življenja, ki svojo pot živi z globino, sočutjem in ljubeznijo do človeka. Polnijo narava, gibanje in notranja tišina. In jaz sem iskreno vesela, da je danes moja gostja. Zato, Evgenija, srčno dobrodošla. Pozdravljeni. Evgenija, dajva začeti pri vas kot ženska. Kako bi se opisali? Kdo je Evgenija kot ženska? Jaz sem oseba, ki združuje dušo in telo. Jaz sem vir ljubezni, topline in skrbnosti. Jaz sem ženska, ki raziskuje življenje preko svojih občutkov. Jaz sem ženska, oseba, ki gre, tako bi rekla, od najspodnje stopničke razvoja do najvišje in verjamem, da najvišje stopničke ni, ampak jo pa iščem. In ta moja pot je zelo zanimiva in jaz sem ta moja pot. Torej, ženska, ki živi svoje življenje, svojo pot in sproti odkriva, kakšna ta pot, kam jo ta pot se vodi. Tako je. Prihajate iz Rusije, kaj ne? Ja, jaz sem Rusinja, prihajam iz Krima. V Slovenijo sem se preselila 15 let nazaj, takrat je še to bila Ukrajina, zdaj je rusko območje. Kaj vas je pripeljalo v Slovenijo? Zanimanje. Zanimanje. Jaz sem prišla na obisk in ko sem stopila na slovensko območje, je bilo jutro, po moje je bila ura 6 in sonce vzhajalo in sem videla te Alpe, kravice na Alpah, čokolada Milka, reklama, taka lepota, nepopisna. Jaz sem bila zaljubljena takoj. Ljubezen na prvi pogled. Ljubezen na prvi pogled do države, do zemlje, do ozemlja, do teh lepot. Najlepša država na svetu je za mene Slovenija in tukaj sem doma. In takrat, ko sem se zaljubila, sem rekla, kako bi tlele rada živela. In tako je, da vedno moje želje se izpolnjujejo, ker sem toliko povezana s seboj. To, kar mi moja duša govori, jaz sprejemam. Nikoli ne govorim, to pa ni zame. Ne, je vse zame. Tako da od malih do ogromnih želja se mi izpolnjujejo želje.
lepo to slišati. Tako da sem se ostala tu, usoda je tako poskrbela, višje sile, Bog, da sem ostala tukaj in živim 15 let že zelo, zelo srečna. Kako je to lepo slišati. So kakšne vrednote, spomini, dobre prakse, ki ste si jih prinesli iz svojega rodnega okolja v Slovenijo in jih še zdaj tukaj ohranjate? Ja, seveda. To je moj poklic. Poklic, do katerega sem prišla težko, bom rekla, preko lastnih težkih preizkušenj. Če pomisli vsak od nas za nazaj do otroštva, bo videl svojo pot in čemu je namenjen na tem planetu. Saj pridemo vsi za njim namenom. In pridemo že na te temelje, ki nam pol postavljajo naprej pot, gradijo pot. Se pravi, družina, ki je nam dana, je dana z namenom, bolezni, ki so nam dane so z namenom, okolje, šola, vrtec, to, kar nas podira in podpira, nam gradi temelj, od katerega gremo naprej. Se pravi, moji temelji so bili taki, da so bili poslani z različnimi bolezni. Načeloma so to bile bolezni gibalnega sistema. Hrbtenica, kolena, jaz sem se matrala kot otrok zelo in sem dala to težko preizkušnjo čez. In jaz se spomnim, kako moja mama me je vozila po zdravnikih, kaj vse na svete sem takrat mogla upoštevati. In vse, kar so takrat mi govorili, ko sem upoštevala, sem videla rezultat na sebi. Čez nekaj let, recimo čez 15 let, jaz sem razumela, saj to jaz vse vem. To sem dala vse skozi. Jaz vem, kako se počuti človek, ki ga boli. Jaz vem, kako se počuti človek, ki ima hudo skoliozo. In na tak način sem počasi dojemala, kaj sem in zakaj sem. Prav to vprašanje me je matralo. Jaz sem bila stara 26-25 let, kadar me je zagrabila huda depresija. 26-27 tam. Ko sem se zbujala in šla spat z enim vprašanjem, kaj sem in zakaj sem tukaj. Kaj sem in zakaj sem tukaj. Jaz sem bila popolnoma nesrečna, totalno nesrečna. In ta moja depresija me je popeljala spet bolečine v telesu. In ko sem že vedela, da rabim masažo, jaz sem šla na masažo in hvala Bogu, masažo je izvajala ženska s krasnimi zlatimi rokami, ki je bila ful pogovorljiva, mi je razlagala še dodatne stvari, je bila medicinska sestra in me je ful popeljala v ta svet človekovega telesa. In na 10. masaži sem mi rekla, a lahko tebi prosim naredim masaž, da vidim, kako je to naredila. Izvoli. Ko sem se dotaknila hrbtenice, jaz sem se cela začela tresti. To hočem delati, to je moje, tukaj sem srečna. Od tega trenutka naprej sem neustavljiva. Od takrat je že 20 let minilo. 20 let ustvarjam na tem področju, delam na tem področju. In moram reči, da sem veliko uspela tukaj. Sem srečna, zadovoljna in gradim svojo zgodbo naprej, zdaj od majhnega človeka do voditeljice svoje ordinacije v Ljubljani. Zelo impresivna zgodba. Dejansko niste imeli izkušenj z masažo in ko ste se dotaknili svoje maserke, ste začutili, da to je vaša pot. Pa ste se potem začeli še izobraževati. Moje roke so takoj zagrabile, takoj so letele po hrbtenici, kot da sem izvajala to 10 življenj. 10 življenj, ne? Jaz sem čutila, kje treba pritisniti, kje treba raztegniti, kje treba malo bolj lahko, kje treba globoko. To je bilo neverjetno. To, kot da bi jaz to vedela, ampak sem pozabila in se spomnila. Tak občutek. In potem seveda iz tega nastale so naslednje študije. Sem zmasirala takoj isti dan vse sosede doma, sem klicala sestrično, pridi ti, pol že zmanjkalo ljudi, sem že v mačko začela masirati. Tako da sem rekla, zdaj pa moram jaz odpreti svoje podjetje in začeti delati. In res mi je od prvega dne odprlo se. Ljudje so prihajali masovno. Vse so k meni že pošiljali moje sosedje, moje sestrične, moji prijatelji in tako dober glas, ne?
Tako da sem bila v štartu že uspešna na tem področju. Vse pravim, ne jaz, vsi tisti, ki malo poglabljamo se v človekovo dušo, govorimo, če hodiš svojo pot, ti si podprt. Ti si podprt, ja. Vsekakor. Tudi, če se ti zdi, da ne bo uspelo, nimaš prav. Bo uspelo. Bo uspelo, ne? Sam brez strahu naprej. Sam par korakov naprej pa boš videl. Tako da pol je nastal čez pol leta tudi študij na drugi univerzi. Na moment, kadar sem bila v depresiji, sem bila učiteljica ruščine, novinarka, kar me ne zadostilo. Delo z otroci v šoli, v osnovni šoli je mene bremenilo. Sem nehala to delati, pol sem šla probavati. Trgovina, sem bila v veliki trgovini prodajalka, menjalnica, tajnica. Ni da ni. Ne, absolutno. Vse, kar sem probala, 10 poklicov sem probala, pa se nisem nikjer znašla. In pol sem šla seveda na dol, stagnirala v depresijo. Depresijo in nastala pol masaža. V najtežjem trenutku življenja se je v bistvu prižgalo poslanstvo. Tako, ja. Se mi je odprlo nebo, zasijalo sonce. Predtem pa nisem videla barv. Vse je bilo sivo. Nič se ne spomnim iz tega obdobja, razen tega težkega čustva in te teme in te zagrenjenosti. Zagrenjenosti, ne? Ja. Pol se pa odpre, ne? Tako. Pol sem šla na faks, dobiti drugo izobrazbo, sem postala telesna rehabilitologinja, tam sem dobila ogromno znanja iz zgradbe človekovega telesa, fiziologije, patologije, kako terapiramo, terapije, se pravi pristope. Mi smo delali takrat v praksi in z otroci s cerebralno paralizo in z ljudmi s hudimi poškodbami, se pravi z invalidi in z ljudmi tretje generacije, tretje skupine, tako rekoč. Tako kot nam je razlagal naš profesor, mi smo strokovnjaki za ljudi tretje skupine. Prva skupina zdravi ljudje, druga bolani, tretja skupina, ki niti bolana, niti zdrava ne in ni zanimiva zdravnikom. Ampak bova nadaljevali po kratkem odmoru. Se vrneva čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes gostim Evgenijo Markeš, ki je fizioterapeutka in medicinska kineziologinja. Kineziologinja, težka beseda je to. Ja. Vem, da je vaša strokovna pot zelo bogata z raznim znanjem in ob tem imate izjemno občutek za ljudi. Je vaša osebna izkušnja dodala ta dotik, ki ga imate vi za svoje paciente? Ta občutek intuitivni? Ja, seveda. O tem se ne rada pogovarjam preveč, ampak od otroštva je bilo že opaženo v moji družini, da jaz in moj brat imamo določene sposobnosti dotika z rokami, zdravilnega dotika. Skozi svojo pot oziroma moja babica mi je govorila, da nismo edini, da smo linija zdravilcev, ona je bila tudi zdravilka. Ja, moj dotik z rokami je zelo zdravilen, ampak jaz ne delam to z namenom. Nikoli se nisem poglobila v to, vprašala koga ali pa razvijala. Moji pacienti pa trdijo, da je velika razlika med mojim dotikom in dotikom nekoga drugega. Tako da jaz ugotavljam, da nekaj je na tem, seveda. In seveda ta moj notranji čut za človeka meni točno govori, tukaj se dotakni, na tak način se dotakni. Že takrat, ko učim nekoga od svojih sodelavcev ali pa študentov, ko gledam pod roke, jaz točno vidim, ne, 1 centimeter v levo ali pa v desno treba postaviti, prst ali pa komolec, odvisno, a ne. Tako da čut za ljudi imam. Poleg tega, ko človek stopi že na vrata, jaz marsikaj že vemo. Že 3 sekunde in jaz že točno vem, katera je ta oseba pred menoj, kaj naj čakam. Približno že vem, kaj je po poklicu. Ko hodi, stopi, jaz vem že po drugih parametrih, kaj ga boli, kako se počuti. Ko pa rečem, dajmo se pregledati, slečite se prosim in gledam linije njegovega telesa, vidim, kam so rebra obrnjena, kam je zrotirana medenica, kako je postavljena glava. Jaz že vem točno, kater organ je tlele kriv.
Poleg tega imamo še določene manualne mišične teste, preko manualnega mišičnega testiranja. Jaz pol preverjam, ali je ta organ res kriv ali ne. Vsak organ je refleksno povezan z eno mišico ali pa skupino mišic. In preko refleksne povezave z organom jaz lahko testiram mišico in če ona oslabela, to se pravi, da moram obrniti pozornost na notranji organ. In tako, recimo žolčnik je povezan s podkolensko mišico in človek, ki ima problem z žolčnikom, ga bolijo kolena. Človek, ki se zbuja zaradi bolečine zjutraj, recimo ob 6:30 zjutraj, vsako jutro, obrnite pozornost, bolečina v križu, obrnite pozornost na debelo črevo. Če recimo človeka boli rama, tukaj so kriva pljuča. Zanimivo. Ker je refleksna povezava. Pri vseh enaka, ni različen. In pol preko določenih manipulacij lahko vplivam na živčni sistem, ki korigira pol delovanje notranjih organov, organ popušča pol takoj mišico. Poleg tega vplivam lahko z manualno terapijo, z elektroterapijo, z fizioterapije in združujem vse te tehnike v eno in dobivam seveda zelo hiter in zelo globok, velik rezultat. In tudi celotno sliko dejansko človeka, ne? Tako, celotno sliko človeka kot osebe in kot pacienta. In kot pacienta. In kar mi je pri vas še posebej zanimivo je, da vaše terapije niso samo osredotočene na telo, ampak tudi čustva, ki stojijo v ozadju. Kaj pa zruši notranji organ? Seveda čustvo. Ljudje smo bitja, ki združujemo fiziko in telo oziroma dušo. Duša, abstraktno mišljeno, to, kar mi čutimo, čutimo le s telesom. Se pravi, naša duša živi v telesu, ona ne živi v glavi, ona ne živi v možganjih. Najprej se sproži v človeku eno določeno čustvo. Reče, tlele me je stisnilo, tlele me je špiknilo, kolena so se mi upognili. In potem sledi možganska interpretacija, kaj je to. Tako da kruljenje po črevesju en oceni kot pač stisko notranjo, en pa metuljčke. Tako da vsak interpretira po svoje. In potem seveda organ se odzove, tisti, kjer šraufa, in na to se sproži refleksna povezava z mišičjem. Ampak najprej je čustvo. Najprej je čustvo. Pol šele zaznava glava, kaj je to. Interpretacija in se pol vklaplja. Aha, to je strah. Aha, to je nemir. To je pa ljubezen, to je pa zadovoljstvo. To je pa sreča in tako naprej. Vaše vodilo je, da telo ni proti nam, ampak je za nas, če ga le znamo poslušati. Kako ga vi poslušate oziroma kako sporočite to, kar vi slišite od vašega pacienta, od telesa, kako mu to v bistvu predočite? Jaz ga vprašam, če se vas je tako strah. Ali pa, kaj pa vas tako skrbi? A ste bil priden otrok, koga pa tako ubogate, da sebe zanemarite? Ker meni telo sporoča, stanje telesa sporoča, kaj človek čuti. In ga seveda vprašam in pol začne se pogovor. Najprej začudenje, iz kje vem, ampak jaz nisem jasnovidna. Pomota, jaz vidim po stanju telesa. Ko se dotaknem, pomislim, aha, to mora biti jetra recimo. Jetra odgovarjajo ne za jezo, tako ko smo navajeni. Jeza je že posledica straha zaradi preživetja. Človeka ga je zelo strah zgubiti nekoga ali pa nekaj v svojem življenju. Ostati strah, ostati lačen. Varnost, ne? Ta občutek varnosti, ne? In na to se sproži agresija, on se začne ščititi. Tako da jetra reagirajo na občutek podhranjenosti z nečem. In jaz ga sprašujem, kaj vas tako strah ostati brez nečesa ali pa nekoga? In bolj šele steče pogovor. Lahko pa ne vprašam. Lahko naredim tako imenovano terapevtsko lokalizacijo na jetra, na desno rebro in izvedem en test na roki. In vidim odgovor, refleksni odgovor strani avtonomnega živčnega sistema, kakšen bo odziv na mojo manipulacijo.
in točno vem, aha, to so jetra, a niso jetra. A to je prvotno, a to je glavni vzrok bolečine, ali pa to je posledica že nečesa, kar ne deluje zgoraj ali pa spodaj. In preko določenih svojih zelo logičnih manipulacij in testov jaz ugotavljam, kje je vzrok. Veliko telesnih težav je ravno zaradi tega, ker ljudje potlačijo, zanikajo čustva, ki pa nikoli ne zginejo, ampak samo poniknejo nekam v telo. In seveda potem tudi zdravljenje ni hitra rešitev, ne? Ampak je to spet en proces. Kako pripravite ljudi do tega, da ni za samo v tem, da naredijo neko terapijo pri vas, ampak da se morajo globje povezati z razlogi, ki so pripeljali do nekega bolezenskega stanja? Jaz tukaj dam nasvet, da najdejo dobrega psihoterapevta. Ko najdemo mi, da ja, to čustvo zdaj bremeni, Vzrok, zaradi katerega je, ne? in da obrnejo se na psihoterapevta. Ker jaz sem dobila 4. visoko izobrazbo iz psihoterapije, samo ne v Sloveniji. Ker zakonodaja je taka, da moramo imeti vse potrjeno, jaz tega ne izvajam. Imam pa globoko znanje in ga lahko združim s tem, kar delam. Saj obrnem pozornost, dam nasvet, da človek gre k psihoterapevtu delati prav s tem. Imam pa zase in za svojce, za svoje bližnje okolje par inštrumentov, s katerimi se samo poslužujem. To je EMDR terapija, desensibilizacija slabih občutkov s pomočjo gibanja očes. In druga je Eriksonova terapija, Eriksonova hipnoza, ki ne direktna hipnoza, indirektna hipnoza, na nivoju lepe predstave, bom tako rekla. In jaz recimo zase imam posnete take terapije, slušalke v ušesa in delam nevroaktivacijo. Aktiviram svoje možgane na samozdravljenje. Ali pa, če je to nekdo od mojih, jaz jih sama s svojim glasom peljem. Sem imela klub, kjer sem svojim podeleženkam ponujala take glasovne terapije, naložila sem glasbo in seveda to mi vplivamo na nezavedno, na naše globine, tam, kjer se vse naloži in s katerih mi delujemo dejansko. In to vpliva na nezavedno, gremo mimo uma, vplivamo na nezavedno, dobivamo tam druge odgovore, naši možgani se spremenijo, nevroni, se pravi, celice možganov povežejo se med seboj drugače, ker možgani, nevronske mreže tvorijo se, ne? Preko električnega signala se poveže ena celica, druga, 5., 10., 300. in tako naprej skupaj se združijo in kot čipe v računalniku shranjujejo spomin ali pa program. In na tak način pol iz teh programov mi delujemo. In pol nesoglasje našega uma s programi, ki so naložene v nezavestni naš um, to nesoglasje pol tvori nemir in čustva v telesu. Jaz pravim, da nesoglasje, da bori se z nezavednim oziroma obratno. Ampak bojno polje pa je telo. Bojno polje pa je telo, ne? In se to razstavi. Ja, bova nadaljevale po kratkem odmoru, sva čez nekaj trenutkov nazaj. Pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci, nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes gostim izjemno Evgenijo Markež. Evgenija, kako naj človek se začne spet povezovati z svojim telesom, ga slišati, poslušati, če tega do zdaj recimo ni nikoli počel? Najprej se ustaviti treba. Ustaviti se in sebe vprašati, kam to hitim. Napram čemu? Treba si vzeti čas. Prvo, vzemite si čas, prosim, zase. Ženska, če je to ženska, to je pa življenjsko pomembno, da ženska se usede na stol, 10 minut zase, vzame kavico, čaj, sok ali pa vino, če jo to veseli, in spremlja okolico. Proba ta lep okus od napitka ali pa od hrane. Voha lepe vonjave, gleda lepe slike, posluša zvoke narave, recimo,
in čuti to s celim telesom. To je življenjsko pomembno. Ženske ne smemo delovati iz hitenja, ker če hitimo, nas požira kortizol. In v kortizolu smo bolane. Moški mora spodbujati svoj testosteron. Ženske moramo spodbujati svoje endorfine, oksitocine, dopamine. Moški pa testosteron. Ja, moči, ne? Moči, odločnosti. Dopamin mora doživljati moški. Dopamin je hormon dosežka uspeha. Dopamina je ogromno pri recimo svetovnih prvakih, ko oni dobijo svojo medaljo, pa dobijo rezultat, prvi pridejo na finiš. Oksitocin pa je ženski hormon. Hormon sprejemanja, materinstva, ljubezni, objemov, dotikov, bližine. Endorfin je hormon totalne sreče. Kako je lepo to življenje. Endorfin, oksitocin dišijo. Kortizol je smrdljiv hormon. In ga zelo lepo vohajo živali. Recimo, ko je človek na adrenalinu ali pa na kortizolu, ga zavohajo psi, pes je takrat zelo jezen, ker voha. In mi s tem odbijamo tudi od sebe ljudi. Mi to zaznavamo na nivoju samo še nekako ne znamo si pa razložiti, ne znamo si pa razložiti. Tako, seva človek eno tako energijo. Tako da se treba ustaviti. Moški mora iti recimo na šport, športati, hoditi, nekomu kaj povedati, izraziti svojo moško moč. Izražanje moške moči je tudi pozornost do ženske, skrb za njo. Podariti nekaj, izraziti, evo sem jaz močen, ti si proti tebi. Da. Na tak način. Začeti treba od skrbi za žensko pri moškem, ženska mora pa poskrbeti zase. To je začetek. Ustaviti se in sebe vprašati, kam hitim. Na to nadaljevati svojo pot z ritualom 10 minut zase. Delati le to, kar res veseli. Prisluhniti se treba k sebi. Ne padati v adrenalinske in hormonske kortizolne zgodbe. Ja, ker te uničujejo in tudi izgubljaš energijo in tudi hitrejši propad oziroma staranje. Teleso, seveda. Kortizol povzroča vnetja, predvsem v črevesju. Vroščenje črevo je život. Život, se vemo, da je to življenje. Ja, res je. Tako da trebuh naše je življenje in če po njemu šraufa kortizol, mi gremo zelo hitro dol, stagniramo. Ja, izgubljamo življenjsko energijo. Seveda. In črevo tisto, ki nam vsrkava elemente za življenje. Aminokisline, vitamine, mikroelemente, vodo. Če je tam vnetje, ja, ne more tega nič narediti. Celice nimajo hrane in zelo hitro si nabavimo kakšne bolezni notranjih organov. Kakšen je vaš ritual, Evgenija? Kako vi poskrbite za svoje ravnovesje? Moj ritual traja več kot 10 minut. Moj ritual traja 3 ure vsako jutro. Jaz vstanem, se zahvalim Bogu, 5 zahval Bogu, 5 zahval meni. Kaj sem jaz super zase. Na to sledi tuširanje, ki ga obožujem. Na to sledi telovadba, na to sledi še enkrat tuširanje, zato ker ga obožujem. Pol pa za obraz nekaj naredim, seveda Eriksonova terapija, Eriksonova hipnoza, slušalke v ušesa in odplavam. Tam dobivam motivacijo, moč, dobivam svoje temelje nazaj, jaz vidim sebe. In ta del Eriksonova terapija je zame najboljša, kada res vem, kaj sem in tukaj sem s seboj, zraven, sama sebe objemam, sama sebe spodbujam, jaz sem največja moč, največji prijatelj, najboljša prijateljica, mama, zase sem jaz. Najprej zase, ne? To je to negovanje ljubezni do sebe, ne? Tako. Da se ženska poskrbi za sebe. Absolutno. Skrb zase mora biti čisto pri vsakem človeku. Če bi vsak od nas pomislil najprej na sebe in pol na druge, svet bi bil drugačen. Se strinjam popolnoma, samo vzgojene smo ženske v duhu, da je to egoizem. V redu, naši predniki niso mogli drugače preživeti. Oni bi mogli podpirati en drugega, zato ker so bile razmere druge. Na tak način so preživeli. Mi živimo čisto v drugem svetu. In moramo jim biti zelo hvaležni za to, da so oni zmogli v teh razmerah tako sebe zdrževati
Ja. in podpirati. Najprej pomisli na soseda, kaj je z njim. Če bo hiša začela goreti, sosed, če ne bo pozoren na tebe, ne bo tebe opozoril, ti boš propadel. Če ti danes ne boš dobil od zemlje svojega dobička, priboljška, tvoj sosed ti lahko prenese. On pomisli na te, ti pa pol na soseda. Tako so preživeli. Ja, res je. Mi ne rabimo več tega. In mi lahko z zahvalo jim vrnemo to, kar so nam dali. To, kar so vgradili v nas. Pomisli najprej na tega, pa na to, pol na sebe. Vrnemo jim v svojem mentalnem telesu, v emocionalnem telesu, v ezoteričnem telesu. Nazaj. S hvaležnostjo. Ne rečem, to je vaše, naše pa je nekaj svojega, drugega. Nekaj drugega, ne? Tako. Kaj želite predati svojim otrokom, da bojo zrasli v človeka, ki bo res znal najprej prisluhniti sebi, svojemu telesu in iz te polnosti potem dajati tudi drugim? Jaz svojih hčerki doma ponavljam zelo pogosto. Nič ni nemogočega. Nemogoče je stati samo še iz groba. Da ona verjame vase. Vera vase, to je temelj. Če jaz ne verjamem vase, noben mama ne bo verjel. Ampak vera vase pride iz ljubezni k sebi. Na upora nase. Tako da jaz vzgajam v svojem otroku uporo nase, ki je zelo integrativen pojem. Tam je veliko ljubezni k sebi, talente, hobije, to, kar smo dali čez, izkušnje, izobrazba, poklic. Materialno blagostanje, ljudje, ki jih zbiramo okrog sebe, ki nam recimo lahko dajo roko, ko nam je težko, podprejo. Včasih mi tudi rabimo podporo zunaj. In ta opora nase da naprej celo pot. Če jaz nisem oprta nase, me bo odpihalo. Jaz se strinjam. Ampak ljudje smo navajeni, da varnost iščemo v zunanjih dejavnikih, ki so pa ves čas spremenljivi, namesto da bi varnost, pa to stabilnost in čvrstost zgradili v sebi, ker se iz tega potem lahko dosti bolj fleksibilno, pristno odzivaš na dražljaje zunanjega sveta. In potem stojiš v sebi. Tako. Treba se naučiti gledati svet s svojimi očmi in ne gledati sebe z očmi sveta. Obrniti sliko. To bi mogli začutiti. Najprej vas skrbi, kaj bojo mislili o vas drugi, ampak vi pomislite na to, kaj mislite o njih. Najraje tako delujte. Če boste pomislili najprej, kaj sem jaz v tem, bo čisto drugo. A kje je moje mesto v tem? A mi je res pomembno, kaj bojo mislili drugi? In če ja, vprašajte sebe, zakaj. Zakaj, ne? Ker je najbolj pomembno, kakšno mnenje imamo mi sami o sebi. A seveda. Ker če sam sebe ne znaš okrepiti oziroma podpreti, potem si res vedno odvisen od drugih in potem svojo moč predaš v roke drugim ljudem. Absolutno. In takrat smo švoh. Takrat smo oslabljeni, tako je. In potem verjetno se to tudi naleze vse v telo. Absolutno. Če v nas ni opore, nas nese iz levo v desno in tepet po pralnem stroju mladi. In pol ne moramo biti srečni in zadovoljni s seboj, kar pomeni, da je veliko kortizola v nas, oziroma drugih, sem pozabila zdaj točno nazive, noradrenalina je ogromno, beta endorfina, prolaktina je ogromno, ki stvorijo spojino, ki plava po naši krvi in tvori različne vrste bolezni. Take in drugačne, pobijajo naše celice. Zato moramo imati antioksidante, recimo, da podpremo sebe v takem obdobju. In ko je ta spojina veliko časa v krvi plava, fiziološkega vidika, mi na njo se navadimo in potrebujemo to spojino in ratamo sami svoj drugi raši in iščemo strese od zunaj. Drmamo nekoga, šraufamo nekoga, da nas napade, da potem mi dobimo spet priliv teh hormončkov in smo zadovoljni. Ker smo nekomu drugemu spili energijo. Tako. Evgenija, kaj bi želeli sporočiti našim gledalkam in gledalcem za konec? Kaj naj odnesejo ključnega iz najinega pogovora? Ne zanemarjajte svojega zdravja. Pomislite nas, imejte sebe radi. Budite sami sebi svoji prijatelji. Budite največji navijači v svojem življenju zase. A veste, ko navijate za nekoga na smučanju, radi navijemo, ti, na, maze, a ne?
navijajte tako, Evgenija, Evgenija, Ja. Suzana, Suzana. Ja. Tako znotraj sebe. In takrat, ko vam nekaj ne rata, ne rabite reči, da sem nesposoben, ne obupati. Obup nas vodi v propad. Začnite navijati zase. Budite srečni in zdravi. No, kako ste to lepo povedali. Gospa Evgenija, jaz sem res iskreno vesela, da ste v svojem nabitem urniku imeli čas za najin pogovor, da ste toliko izkušenj, modrosti podelili z nami, ki so v bistvu tako zelo preproste, a jih ljudje tako zelo pozabimo, so pa ključne za naše zdravje. Tako da res najlepša hvala, da ste bili z nami. Hvala za povabilo. Najlepša hvala. Hvala za pozornost. Hvala za vaš čas. Hvala lepa. Drage gledalke in cenjeni gledalci, hvala, ker ste bili z nami tudi vi. Naj vas današnji pogovor z Evgenijo Markež spomni, kako pomembno je res poslušati tako svoja čustva kot svoje telo. Kajti samo v sožitju, v ravnovesju bomo lahko živeli svoje življenje s polnimi pljuči. Vidimo se v naslednji oddaji Pristna ženska.